Damjan, čestitke, izredna predstava, izredno pomembna zmaga, taktično in tehnično pa srečanje na zelo visoko kvalitetnem nivoju. Ja, Polzela danas presenetila z odlično obrambo, v prejšnjih tekmah se to ni dogajalo. Mi smo dominirali v skoku. Pri tekmi pričakoval, če bi imeli 20 skokov več, da bi dominantno zmagali. Tokrat je pač Polzela z dobro obrambo silila veliko število izgubljenih žog. Ob tem moram povedati, da in Marko in Sambi nista bila na pravem nivoju od organizacije igre. Dolgo so držala žogo v določenih momentih. Mogoče je to posledica njihove dobre obrambe. Vse skupaj, če potegnemo teh 12 krogov, sem več kot zadovoljen, skoraj na tabeli, 7 zmag, 5 porazov. Je pa dejstvo, da naša igra nekako po zmagi na novem mestu pred slabim mesecem je bila vrhunec forme, to smo padali, tudi odigrali slabo tekmo v soboto proti zadnjem Šenčurju. Danes je po moje presodilo to, da smo bili maksimalno borbeni in še enkrat poudarjam dominantno dobili skok. Kaj načrtujete sedaj med temi prazniki? Malo zaradi utrujenosti, malo zaradi božičnega koncerta bomo naredili 4 dni prosto. Igralci, ki niso tu, bodo lahko šli domov. Na to v novoletnem času pač imamo priložnost koristiti dvorano dvakrat na dan, bomo intenzivno trenirali, nekatere stvari popravili, nekatere dodali, nekatere dali stran. In pač dejansko prva tekma, ki nas čaka, je Laško 16. januara, kljub temu, da 6. že igramo s Heliosom, ampak se ne slepim, da lahko tam presenetimo. Kje bo Damjan Novaković preživel novoletne praznike? Kar doma, v Rogaški Slatini. In še sporočilo morda za navijače in pa gledalce? Seveda, vsem navijačem Šentjurja, Polzele, ostalih klubov želim vesel Božič in srečno in uspešno in predvsem zdravo novo leto 2020. Super.